Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Life Story. Danes je med nami ena mlada, perspektivna, izobražena, bomo videli, predvsem pa urejena gostja Rebeka Predan. Zdravo. Pozdravljeni. Da najprej na začetku razloživa gostom, kdo sploh si? Sem slovenski world top model in pa na svetovnem izboru sem prilezla vse do najboljših 5. Daj nam povej, kaj je to slovenski world top model? World top model je v bistvu ne neko klasično tekmovanje, ampak je tekmovanje, kjer gre za kako se znaš obnašati v ozadju, kako si prijazen z ljudmi, kako znaš komunicirati s kamero. Ni samo to... Se pravi, ne samo, da si lepa? Ja, to, kaj imaš na različnih lepotnih tekmovanjih. To je pač višji standard. Drugačna pričakovanja so, več pričakujejo od tebe. Drugače pa med samim tekmovanjem imajo recimo fotografom, make-up artistom, artistkam, ker delajo ženske in moški, naročijo oziroma jim dajo nalogo, da tudi opazujejo naše obnašanje, kako smo do njih prijazni. Tudi v zakulisju? Ja, v ozadju, ja. Ker ponavadi punce, ki so zvišene, niso najbolj prijazne do ostalega osebja, ko pa pride lastnik licence ali pa ti malo pomembneži, pa so že pač, ja, dober dan, so že vse prijazne, takoj preklopijo. Masko dajo gor. Ker ponavadi so te punce, kako naj rečem, take dvolične. Bova še prišla do tega. Zdaj pa, da nekako rečem, tako vedno zastavim koncept te oddaje na 5 različnih točk. Prva točka, kdaj si se rodila, kje si se rodila, imaš bratov, imaš sestre, mama, oče, ste iz revne družine, ste iz bogate družine, si iz kmetov prišla ali si iz mesta prišla ali tako, da nekako vidimo to zakulisje. Torej, sem Rebeka Predan, stara sem... Ravno 18? Ravno 18. Par dni nazaj? Rojena sem 25. aprila 2005 v Mariboru, kjer tudi živim že celo življenje. Moji starši so ločeni, že od mojega 2. leta, tako da imam 4 starše in sem srečnica, da jih imam. Ker mi zelo dosti svetujejo, mi stojijo ob strani, ko jih rabim, so tu, so eni pomembni ljudje v mojem življenju, na katere se lahko zanesem. Ti je bilo hudo, ko sta se starša ločila? Tako mala sem bila, da sploh ne vem, jaz sem navajena tako živeti, ne vem, meni je to taki lifestyle. Kaj to pomeni? Se starši med sabo razumejo? Pridemo do tja. Zanimivo mi je to, ne? Ja. Torej, bratov, sester načeloma nimam. Kaj pomeni načeloma? Pridemo do tja. Super. Moji starši so torej ločeni, z mamo živiva, ker smo vsi trije drugače uradno živeli, pol se je ata odselil. In je v moje življenje, mislim, da pri 3. ali 4. letu vstopil Martin, moj očim, nista poročena, ampak je očim. Medtem ko pri Ateju, oziroma prijatelju, smo pa živela, se je poročil in smo živela z njegovo ženo, pa ta žena je imela že prej 2 otroka in sem imela na nek način pol brata pa pol sestro. Smo tako ene ful let živeli, pa sta se zdaj načeloma še ona 2 ločila, ampak pustimo zdaj to. Ima pa ta zdaj eno drugo punco, imam tudi mlajšega brata pa mlajšo sestro, tam sem imela pa starejšega brata pa mlajšo sestro. Cool, pa živite dosti narazen, ste dosti skupaj, se dnevno vidite, tedensko, ni da eden na drugem koncu sveta, eden tukaj. Ja, moja družina je zelo razgibana. Z mami pa z Martinom živimo v Mariboru, nismo ravno v centru, smo bolj na obrobju. Mi je ful fajn, ker imamo potok, imamo Pohorje, je ful travnikov,
ni ful prometa, tako da mi je ful všeč. Medtem ko ata živi v Bistrici, njegova zdajšnja pa živi v Kranju, tako da sem povsod. No, vse to, ja. Obiskujem pa srednjo ekonomsko šolo, ta je v Mariboru, tako da sem večinoma doma. Ok, kot mali otrok so ti kdaj kaj rekli, si bila bolj jokave narave ali bila bolj pridna, bolj vase zaprta, bolj zadržana? Sem bila pridna punca. Si bila pridna? Ja. Ok. Navihana sem bila, tako bom rekla. Nisem povzročala nobenih težav, nisem bila ful jokava. Sem pa rada zafrkavala Martina, ja. Ok. Pa saj za bikico se spodobi, to je dejstvo, ja. Si bila rojena saj za tvoj občutek, v bogati družini, v revni družini, v poduhovljeni družini, v verski družini, v kmečki družini, kako bi opisala v bistvu tvoj... Se ti je zdelo, da je česa preveč, pa si ne bi tega želela, ali pa da je česa premalo, pa da si tega želela? Ravno prav. Okay, nismo bili zdaj revni, da bi rekla, da nismo mogli iti na morje. Vedno, vsako leto sem šla, celo dvakrat, z mamo pa z očetom. To je super, ja. Nismo bili pa zdaj ful bogati, da bi imeli, ne vem, zdaj počitnice na morju tam pa tu, da bi imeli zdaj res pretirano vsega. Pa si to želela? Ne, za mene ni to pretirano zanimivo, no. Ok. Pejva do druge točke. Kateri so tvoji ključni dogodki, ki so te naredili to, kar si danes? Če gledamo z življenjskega vidika, je velik ta ključni faktor, da imam 4 starše. Pomeni 4 različna mnenja. To je v bistvu dobro. Ja, to je meni ful fajn, ker karkoli sem se odločala, recimo tudi za ta slovenski izbor že v bistvu, ko sem se odločala, ne vem, meni se zdi to cool, meni se to ne zdi, jaz te sploh ne bi dal, ja, idi, jaz te bom podpiral. Ja, cool. Načeloma so me vsi podpirali, glej, če želiš, idi, omogočimo ti lahko, idi. Pa super mi je to, da se med sabo razumejo. Če se starši ne štekajo med sabo, boš, da grejo na razred, ok, ampak zakaj pol biti skregan? A veš, tebe niso nikoli nagovarjali, pazi, kaj bo ata rekel, pazi, kaj bo mama rekla, pazi to, ono, tretje, on je hudoben, on je to. Ker dostikrat vidiš otroke ločenih staršev, kjer so skozi pod psihološkim prešerjem, veš, mama je pa za J, pa ata je šel zuno, pa ata je to, pa ata je ono. Prvo se razumete, saj tak feeling imam. Ja, načeloma, ja, to se ful razumemo. Tudi novo leto smo recimo skupaj praznovali, smo se zbrali v Bistrici. To mi je zelo lepo v bistvu, no? Ker če se ne štekaš, boš, da greš na razred. Ampak zakaj je to vzrok, da se moraš pa zdaj kregati, pa imeti enega grdo, pa neki, a veš? Načeloma imata vseeno otroka skupaj, pa sta se mogla dogovarjati, kje bom zdaj, kje ne bom. Bolj ko sem pa začela odraščati, sem se pa bolj ko ne sama odločala, kje bom, kdaj mi kje pa še biti. Ja, cool. Mislim, to mi je zelo všeč, no, ta del. Torej, že ta 4 različna stališča. Kot mala sem, ko sem zbolela, sem ostala doma. Na srečo sem imela ob sebi Martina, ko me ni samo, ko sem bila bolana doma, čuval pa pazil na mene, mi nosil čaj k posli, me provlačil, ko sem zašvicala, ko sem zbolela. Ampak nasploh se rada pogovarjam z njim, ker on je moder človek in mi da res take življenjske nasvete, ki jih dejansko rabim. Včasih se mi zdi, da se v šoli sploh ne naučimo nekih življenjskih stvari, ampak samo tisto splošno razgledanost. Si se kdaj vprašala, zakaj je temu tako? Zakaj v šoli ne učijo življenjskih stvari, ampak zgolj kako biti dobra ovca sistemu? Načeloma se nikoli nisem spuščala v to miselnost, zakaj bi tako bilo. Mogoče se boš... Ste mi dali zamisliti zdaj, ja. Pa ne rabiš me vikati, lahko se tikava. Si mi dal zamisliti. Ja, tako, ker če ne se počutim ful star. Se spomniš kakšnega izmed teh življenjskih nasvetov? Zdaj specifično ne, ker jih je malo morje, ampak iz svojih napak me je
usmerjal v drugo smer, v boljšo smer, da ne bi ponavljala njegovih napak, ki jih je on delal. Okay. Zdaj ne bom nič izpostavljala. Tako da načeloma je to glede življenja. Okay. V osnovni šoli, traja 9 let, sem bila vedno taka tiha punca, čisto v ozadju. Imela sem 2, 3, 4 maksimalno prijateljice, o prijateljih sploh ne bomo govorili, ker jih ni bilo. Sošolcev sem se bala na nek način, ne vem, sploh nisem upala govoriti, ne vem, tako razposajeni dečki so bili. Okay. Tako da z odraščanjem sem pol ugotovila, da vseeno niso zdaj neki bov bitja. Fantje, aha, okej, dobro. Pa tako, že tudi moja mama je imela večinoma pol moške prijatelje, ne vem, boljše se je počutila v moški družbi kot ženske, ker so ponavadi ženske tako favšne druga drugi. Kaj povej to iskreno, ja, okej. Si ne privoščijo ena drugi toliko. Zdaj, ona pa je tako ful lepa, pa to, ona je pa pametna, pa je vedno bo ena nekaj našla, kaj drugi ji ni na drugi punci všeč. Ne? Ja, okej. Pa ne samo punce, nasploh ljudje so tako zgrajeni, se mi zdi, da tolčejo po drugih ljudeh, ker sami niso zadovoljni takšni, kot so. Ne? Mi že to sam pri nas, ali po celem svetu tako? Po celem svetu, po moje. To je v nas samih vgrajeno. Recimo, jaz sem zadovoljna taka, kot sem, ne vem, zakaj bi potem tebe poniževala, ne. Zanimivo mi je to tvoje način razmišljanja, ker imaš 50-60 let stare, razumeš, pa še kar tolčejo, pa še kar mislijo, da bojo spremenili. A je sploh potreben to? Ni, za brez veze. Tako čisto, po nepotrebnem. Zakaj ne bi mogli biti vsi samo zadovoljni sami sebe, pa se brigati za sebe, pa pusti sosede, kaj delajo, ne vem. Pa tudi, če ima večji korene, pa večji krompir, naj ga ima. A ni res? Ja. Pa če bomo prijazni z njim, ga bo še delil z nami. Tako. Ena velika prelomnica v življenju naslednja je bila pa prestop iz osnovne šole v srednjo šolo, ker tu se mi je zgodilo marsikaj. Okej. Katero srednjo šolo obiskuješ? Ekonomsko. Okej. Prvi šok je bil itak nova šola, novo okolje, novi ljudje, novi učitelji, čisto drugačen sistem kot osnovna šola. Drugi šok sem pa potem že doživela, mislim, da skoraj ta prvi dan. Okej. Pridemo v šolo, se usedemo za mize, posedemo. Jaz sem se sedla poleg punc, ker se tako najbolj varno počutiš. Okej. Za mano so pa sedeli sami dečki, pubeci. Pubeci. Kak lep izraz, super. In enega sem poznala, tako da sem načeloma se začela potem tudi družiti v srednji šoli bolj s fanti, ker punce so itak, ne bom niti rekla nič. Lahko. Same. Tak, za sebe so se bolj držale, ker so bile na drugi bolj favš. Ko sem dosegla zdaj ta naziv že samega slovenskega področja top modela, takoj se je videlo, kot da bi nekdo vrezal takoj drugačen odziv punc. Nobena se niti ni več prav pogovarjala z mano. Pač to, kaj je bilo za šolo, ko smo delali v skupinah, ampak včasih smo se na hodniku še normalno pogovarjali, smo šli skupaj na malcu, zdaj pa niti ne več tak. Zaradi favšije? Po moje tudi. Pa niti ene, mislim, saj kakšna je, ki sta kolegice ali kaj tako. Imam 2 sošolca. Dobro, sošolk pa črta. Razen, če jaz kaj vprašam, ampak to je potem od beseda 2 odgovora, ampak načeloma ne. Razen, če kdo kaj rabi od mene, ampak nas je tudi v razredu toliko, da vprašaš koga drugega. Samo ni to zanimivo, če tako pogledaš? Sem pričakovala v bistvu neki taki odziv. Ja, kar je v bistvu žalostno, ne, ampak jaz, če bi nekdo v mojem razredu zdaj ne vem kaj osvojil, pa ne gledam zdaj samo lepotnega, tudi ne vem, dosežek v šahovskem tekmovanju. Recimo? Jaz grem do njega, mu čestitam, glih tako, da se mu ne klanjam tam, kar je dosegel. Deva še en šahov špilat, pa tako, ja. Ne vem, nauči me kakšne poteze, ful mi je to zanimivo. Ne, tu kontra. Zanimiv.
Mislim, da bi jih lahko naučila, kako hoditi, kako se obnašati. Pa dobro. Že zgolj bi jih zanimalo, ti kako pa je izgledalo tam, kakšni pa so v tujini. Sej, pač kakšna je bila izkušnja ali pa karkoli, vsaj to sem nekako pričakovala, pa tudi ni bilo glih nekega. Ne. Vse po enem tednu, ko je celo ena sošolka, njen fant jo je v bistvu vprašal, kako to pa, da se zdaj več ne družimo, je on njo malo brcnil, pa se je malo začela pogovarjati, pa je tudi že šla nazaj k kolegicam. Tako da ne vem. To pa zanimivo. Drugače pa s tema sošolcema, ko se zdaj družim v šoli največ, smo načeloma tako skozi celo srednjo šolo se normalno pogovarjali pa družili, tako da. Si videla zdaj v Celju za ta incident na šoli, ko so se malo sfajtale. Kako gledaš v bistvu ti, kot mlada, na to neko nasilje? Brez veze. Zakaj? Zakaj misliš, da do tega prije? Je mogoče kaj povezan s tem, da so si fovšt, kot ima v tvoji zadevi? Ali odvisno zdaj, kaj so imeli, ker pač so različne situacije. Ne vem, tu ne bom zdaj nič kaj komentirala, ker da pride do tega, mora biti nek razlog, ali pa tudi ne. Definitivno, ja. Ampak tudi, ko ni razloga, je razlog. Vsaj z neke čisto tretje poti. Ne vem. Če imaš z nekom problem, idi do njega, pa se pogovori, bi jaz rekla. Na štiri oči. Zakaj bi zdaj mogli z nasiljem nekaj reševati, brez veze? Ja. Ne vem, jaz če bi koga šla tep, to mi niti na kraj pameti ne pade, ne, ampak jaz bi se pol slabo počutila. Šteka, misliš, da se mladi med sabo premalo pogovarjajo? Jaz sem načeloma taki tip človeka, da ne hodim na neke zabave. Jaz sem 18 let stara, pa še nisem bila na nobenem partiju, ki je zunaj, ne vem. V Mariboru imamo Štuk, Rezidenca, Trust, ne vem kaj vse še je. Pa ti ni, da greš, ali te ata ne psti? Kjer nas me? Pa nisem ata, ne, ampak imam še drugega ate. No, vsi štirje, hej. Zdaj, niti sama, me zanima, kaj se tam dogaja, kako je to, ker to je. Jaz imam rada tako živo muziko. Jaz imam sama doma party, imam one ledike, si prižgem flash, imam porihtano takoj. Tako da to, ne vem, meni je boljše ostati doma, ne vem, tako raje sem doma, ni mi zdaj nekaj, da bi skozi ven hodila pa tam žurala, se še bo čas. Absolutno, absolutno. Če rečeva tretja točka, ta moment tukaj, zdaj, kako vidiš sebe? Se ti zdi, da si daleč prelezla, da je bil to korak nazaj, drugi bo verjetno videl, da si zašla. Kako ti sebe vidiš? Vidiš to kot neko priliko, kot neko stopničko v tvojem nadaljnjem, ali evo, to sem si zaželela, tole sem osvojila, zdaj me pa čaka drugo življenje. Ali je to zgolj stopnička na poti v tvoji nadaljni karieri? Jaz sem v bistvu od samega začetka do zdaj, jaz bi rekla, da je vse samo gor šlo, da sem ful kot oseba zrasla. Več se pogovarjam z ljudmi, pač več znanja imam, se lažje pogovarjam o kakih temah, ko se prej niti znala nisem. To bi rekla, da je en velik napredek za mene. Tudi osnovna šola, srednja šola se ful vidi v sami osebnosti razlika. Sem postala bolj trda. Pa to ne samo zato, ker pač rabiš to v življenju, to rabiš tudi v tem poslovnem svetu. Rabiš, krepko rabiš. Ja. Na vseh področjih. To sem spoznala ful že v slovenskem tekmovanju. Še bolj pa sem to videla potem v Budimpešti, ko smo bili. To je bilo 30 punc na kupu. Tu je bil tempo. Gremo tja. Timeline, ko smo ga imeli zastavljeno, kaj se bo dogajalo, kjer punce bo šle, se je iz sekunde v sekundo spreminjalo. Mislim, da je to načrtno? Tudi po moje, ker ste videli, kako delujete pod prešerjem? V tem svetu je ful pritiska, tu niti, ko me nekdo vpraša, imaš takrat čas, nimam, ne vem, ne znam ti povedati, mogoče bom takrat potem zasedena. Dejansko ne znam povedati, kdaj bom prosta, ker zdaj zaključujem 3. letnik, so se ocene nabrale, ker imam včasih tudi težave s koncentracijo, se ne znam točno spraviti k zadevi,
ne vem, tam ptički zunaj čivkajo, že gledam skozi okno, včasih rišem po zvezku, tako včasih kar odtavam. Se to ni nič slabega. Ja, pa ne moreš to skozi, ne. Dobro, saj recimo... Skozi ne, bi bilo pa fajn, da bi včasih tudi ljudje pri svojih 40, 50, 60, kadarkoli si kdaj vzeli trenutek zase, pa zgolj poslušali ptičke in risali nekaj. Verjemi, da jim to zelo manjka, tako da obdrži to svojo igrivost skozi. Ja, samo če imaš 5 ocen na teden, to ne gre, ne. Si ne moreš prvoščiti. Se to, si bolj med 4-kami, 5-kami, ja, pa to, sem bolj ali si pridna, bolj sem bolj pridna. šus ne pade še? Sem imela 2, sem letos dobila, ampak sem popravila. Sploh veš, kaj ti šola da? Stres. To je nekaj slabega. Vsako oceno si toliko ženemo k srcu, pa pod stresom pazi to, ne uno, dej to, dej uno. Moj razred je v bistvu kar razgiban, bi rekla. No, imam sošolke, sošolce, ko jim je 2 sveta, ko se res pač naredim šolo. Saj dobiš isto diplomo kot tisti, ko je dobil 5 ali pa 4 vedno, ne. Ampak pač tisti bo lažje dobil službo po moje, ker bo šel verjetno še na faks, ima pač večje cilje kot tisti, ko je srednjo šolo naredil z 2 pač, ne. Se ti zdi, da moraš v šoli biti najboljši? Kakšen odnos imaš do tega biti najboljši? Tu se zdaj takoj spomnim na svojega sošolca. Vsak dan moraš biti boljši, moraš biti boljša različica sebe kot včeraj. Bravo. To je tudi on rekel, potem tu zraven pride, ne odlašaj na jutri, če lahko narediš danes. Pa se držiš tega? Ne, večinoma ne. Ok. Dajva reči tako, ko so že pri teh sloganih. A so kakšni slogani, ki se jih, ali pa afirmacije, ki se jih držiš vsakodnevno, ki bi jih mogoče dala mladim, bomo rekli infantom in dekletom? Če veš, da te ta stvar ne bo čez 5 let, ne bo pomembna, te ne bo sekirala, čez 5 let se ne sekiraj za to stvarjo več kot 5 minut. Ker brez veze. Res je? Vseeno se zgodi več kot 5 minut včasih, ampak dobro, se zgodi. Se pa da natrenirati, da to čim manj. Potem vse se zgodi z razlogom. Definitivno. Včasih me to zmoti, ko je tako, ko ne gre po planu, pa pride se mi dere iz ovinka, vse se zgodi z razlogom. Res je. Všeč mi je tudi recimo karma. Ok. Če delaš dobro, dobiš dobro. Tisti, ki pa ti je hotel slabo, ti pa je tukaj po tebi recimo, mu bo že karma vrnila. Rada imam te pregovore, no, bom rekla, ali pa recimo quotes mi po angleško temu tudi rečemo, ali pa ne vem, imam na računalniku, sem si zdaj naredila, ne vem, imam eno tako vizijo ozadje, pa imam, ne vem, v enem kotu imam stvari z manekenstvom povezane, ker si želim iti v tej poti naprej, ker me veseli, želim pač nekaj dalje z tega narediti. Od spodaj imam recimo to, ko se moram včasih kar sama sebe gnati za fitness. Ali pa, kako ne rečem, jaz ne hodim ravno v fitness, imam doma, si YouTube vklopiš, so tudi ful dobri videi. Imamo Pohorje doma, grem na Pohorje, ko je v redu vreme. Gremo teč, ker je dokaj mirno, pa ni ful prometa. Ko so že tlele, kako so izgledale te priprave? Za svetovni izbor? Tako. Okay. Torej, ko sem zmagala na Slovenskem, sem podpisala enoletno pogodbo z pač to menedžerko, ko me ima, verjetno poznate, Kali Kolonič. Ona je že pa toliko let v tem svetu, da je točno vedela, kaj jaz rabim. Me je napotila. Upam, da se znaš ličiti, ker tam te ne bo noben ličil. Jaz razmišljam pač, kako ne, če pa je to nek večji nivo, svetovni izbor, pač to sem jaz imela, da ima 2 imeli eno vizažistko, da bojo to kar letali za nami. Ja, to ni tako. Te je malo postavljena realna tla? Ja, in pač se tudi, ko prideš tam, vidiš, da to je kaos, da tam v ozadju ljudje, ko tam čakajo pred pisto, sploh ne vejo, kaj se zadaj dogaja. To, kako prideš iz odra dol po stopničkah, pete dol, ono gor, drugo majico gor, uhane druge, verižico drugo. Imamo kak tak posnetek? Iz ozadja? Ja, to je bilo kul. Mislim, da imam, ampak ni to, ko je blaga lama, ker nisem mogla snimati, ker je blaga lama, ni bilo časa.
Pa tudi, ko nas je bilo 30-200 v bistvu šle iz tekmovanja prej stran, ker sta imela že punkofer vsega. Psihično si se tudi mogla kaj pripravljati? Ja, pridem, imam v mislih. Torej, prvo me je tako opozorila na to, da se bom mogla sama začeti lečiti. Če se ne znam, se naj naučim do takrat. Tako. Sem šla na tečaj, sem se naučila, tudi sama sem se danes naličila, recimo. Super. Frizuro tudi si boš mogla sama narediti. Tam ti noben ne bo las strigo, pa navijal, pa urejal. Hvala Bogu sem imela eno, ko je tekmovala tudi, je bila vizažistka in frizerka. Je imela že malo prakse, je bila starejša. Je bila starejša in pač te, ko smo se družile tam na svetovnem izboru, nas je že malo še popravila, recimo kako senčko, če ni bilo v redu, lase malo natopirala, če ni bilo. Tako da to sem imela kar srečo, da sem imela tam vseeno malo pomoč. Pol naslednja stvar, ki mi jo je Kali predlagala, je prehrana. Kot sem že omenila, tam je bil tempo. Če smo spravili 2 obroka na dan, je bilo že super. Zajtrk smo imeli v hotelu, v katerem smo bivali. Pol kosila skoraj več ni bilo, ker smo imeli čez cel dan obveznosti. Smo bili tam, ne vem, 6-7 smo šli kao na večerjo. Pol smo šli, mislim, da nazaj v hotel, ali smo imeli še kak po mestu, da smo se sprehajali, kak je ogled. Ker ponavadi smo pa potem zvečer še ostali do kakih 11-12 smo se pa vračali v hotel potem kasneje. Tako da smo bile kar utrujene, zjutraj si pa mogel vstati. Ni to tako, da zjutraj lepo mirno vstaneš, ob 11 zjutraj ti prinesejo zajtrk v poslo, greš malo v bazen, tako ono tretje, potem se greš sred dneva malo pokazati in potem te spet razvajajo do večera. Ni to tako? To je mogoče na kakšni televiziji prikazano. Saj tako je prikazan. Ja, tu ne, čisto drugačna zgodba. Pač vse to, kaj sem jaz doživela. Tu smo se ob 7, včasih tudi ob 6 zbujali, ker si imel, ne vem, 6 ali pa 7 že pomerjane oblačil. Hvala Bogu smo pač ob takih zgodnjih urah imeli še v hotelu. V eni sobi noter so bile cote kar nadevane, si sem gledal, kaj vse je. Polno verižico, grlic, zapestnic. To je bila tudi ena ful fajn izkušnja. Prej si rekla ona, da je bila malo starejša. Kakšna je poprečna starost? Ja, zdaj to, kaj sem jaz bila, je bila tam 20, bi rekla. To je bila poprečna starost. Ali pa tam 19, ne 20, sem v redu rekla, ker najmlajša se spomnim, da je bila 15, ena je bila 16, jaz sem bila 17 takrat. Zdaj 18, ne vem, če je bila kera, pol so pa bile tam 20, 25, ena je bila celo 26, se mi zdi, tako da je bil kar razpon. Omejitve so bile, da si visok 171. Zdaj bom mogoče... To je spodna meja? Ja, spodna meja. Zdaj, če bom nesramna, ena je bila meter pa čevap visoka. Jaz sem se smejala. Punce so imele tako visoke pete, ne govorim o teh petah, govorim o platformi tu spodaj. Tako da sploh več nisi vedel, ali si v striptizu ali si na svetovnem izboru nekega top modela. Načeloma jaz bi rekla, to so Italijani. Pač imajo strast do mode, so v tem modnem svetu. To imajo definitivno, ja. Ampak imajo pač težave s to organizacijo, ker smo kar šibali taksi, to je kar letelo po luftu, cote tudi v ozadju, tako da... Ampak je bila fajn izkušnja, bi šla mogoče še enkrat. Super. En teden je bil pa skoraj preveč. Kaj pa kakšen kokain pa kaj tazga? Se tudi srečujete tam s tem ali ne? Zdaj ne vem, če so se one, jaz od tega ne. Jaz se izogibam cigaretom, travi, uporabi alkohola in to je že potem grozno. Sploh punce, ko se napijejo, to meni pač čudno zgleda, pač punca si in zakaj, pač to se ne spodobi za punco. Ajde, fant, ko je že pač tak, ne. Dobro, jaz ne pijem sploh. Niti deci ne. Prav tak včasih. Nikoli.